Kaj ste včeraj se odločili na svetovalni skupini za cepljenje? Kakšne spremembe se obeta glede cepljenja? Torej, mislim, da je kar pomemben predlog, da podaljšamo to obdobje, za katerega mislimo, da je cepivo zaščitno, na 9 mesecev po koncu polnega cepljenja, torej od takrat, ko nastopi imunost po drugem odmerku oziroma po prvem, če gre za cepivo Janssen. Potem smo obravnavali cepljenje pri otrocih, cepivo je sedaj registrirano. Eno od cepiv, se pravi podjetja Pfizer-BioNTech, za otroke od 12. leta dalje. Tudi pri otrocih bi priporočili, tako kot pri odraslih, da imajo prioriteto kronični, posebej ranljivi bolniki, nato kronični bolniki in nato vsi otroci. Torej, načeloma se lahko cepljenje teh kroničnih bolnikov začne jutri? Res je, lahko se začne cepljenje otrok, tudi sicer smo v strategiji na tako imenovani točki 7, se pravi cepljenje se odpira tudi za ostalo prebivalstvo, ima pa ob tem seveda prioriteto oseba, ki je posebej ranljiva za COVID-19 in enako tudi otroci. Torej, otroci, ki pa niso kronični ali pa posebej ranljivi bolniki, pa so pravzaprav izenačeni z vsemi ostalimi, ki še niso bili cepljeni, niso v prednostnih skupinah. Enako, tako. A imate kakšne podatke o tem, kakšno je zanimanje? Koliko recimo otrok že prijavljenih? Ne, vem pa, da so otroci prijavljeni. Kakšno je pa vaše stališče do teh odprtih vrat cepljenja? Torej recimo cepilni center Celje, je zdaj par dni, ko si lahko prišel cepiti kdorkoli. Se vam zdi, da bi se moralo povsod organizirati na podoben način? Mislim, da ja. Če bo v juniju res dovolj odmerkov, mislim, da je pametno, da se cepljenje organizira na tak za ljudi čim bolj enostaven način. Da pridejo, kadar imajo čas in da se pač čim prej lahko cepijo. Opažate še kakšne zadržke do tega cepljenja z AstraZeneco? Ali menite, da zdaj tudi, ko je Hrvaška sprostila ta pravila, da se lahko vstopa v državo že z enim odmerkom, torej po prvem cepljenju, da bo morda tudi to ljudi spodbudilo? Prav gotovo. Marsikdo seveda ni strokovnjak za to področje, v bistvu se ne poglablja in se potem seveda cepi, zato ker sistem omogoči bolj enostavno življenje, da tako rečem. V bistvu je na stroki, da pove, da je cepivo varno in učinkovito. Odločitve posameznikov so potem pač njihove. Gotovo bo to pripomoglo k temu, da se bodo ljudje več cepili tudi s tem cepivom. Poleg tega pa seveda se nabirajo izkušnje, neželeni učinki po cepivih res obstajajo. Po cepivu AstraZeneca pa tudi cepivu Janssen obstajajo prav posebni neželeni učinki, ki pa so redki. In tudi čas kaže, da so dejansko tako redki, kot so pokazale prve analize. Predvsem je pri teh neželenih učinkih pomembna njihova takojšnja prepoznava in ukrepanje. In če vemo, da to ukrepanje bo, potem je strah res manj upravičen. Zdaj, včeraj se je ogromno ljudi pojavilo tam v cepilnem centru Celje. Vas to preseneča? Mogoče zanimanje večje za cepljenje, kot je vtis? A ne, recimo 2 tedne nazaj smo se spraševali, kdo se bo sploh še cepil. Jaz mislim, da da se ljudje vendarle želijo cepiti in želijo prekiniti to epidemijo. Se pa sliši seveda vse sorte in včasih so glasnejši tisti, ki govorijo o negativnih stvareh. Mislim, da je zanimanje za cepljenje kar precejšnje. Kako pomembno vlogo, se pravičujem, podvprašanje, je pa tukaj igralo to, da so včeraj cepili s Pfizerjem? Ker ko so ostale dneve vsakega navala, vse ni bilo, ko so verjetno tudi, seveda velja neko prepričanje, da je cepivo podjetja Pfizer boljše, bolj varno. Tukaj gre za razlike, ki so res minimalne in še vedno velja, da je bistvena ta razlika, ste ali niste cepljeni. Nekaj pa to lahko ima vplivajo. Mogoče samo še, glede na to, da ste zdaj določili, da bodo tisti, ki so cepljeni 9 mesecev zaščiteni in bodo tudi ta potrdila veljala. A je kakšna sprememba pri prebolevnikih? Ne, pri prebolevnikih zaenkrat ne.
Raziskave kažejo, da je odziv tisti, ki ga lahko enostavno merimo, torej odziv z protitelesi po cepljenju boljši kot pri prebolevnikih. Čeprav seveda je vprašanje, koliko je ta razlika pomembna potem za to, da nekdo ponovno zboli ali ne. Teh raziskav imamo zaenkrat še vedno zelo malo in jaz pričakujem, da bodo tudi te raziskave pokazale, da je tudi pri prebolevnikih zaščita daljša. Tisti, ki so bili cepljeni, ki so preboleli, pa bili cepljeni z enim odmerkom in tudi velja 9 mesecev potem. Tako, ker to velja za polno cepljenje. Še za Hrvaška je zdaj dovolil vstop po prvem odmerku vseh cepiv po 22 dneh. Z strokovnega stališča me zanima, mislim, bomo mi podobno uvedli, oziroma je tu smiselna odločitev glede na zaščito, ki se vzpostavi. Torej, ta odločitev se mi ne zdi povsem strokovna, ker je razlika med cepivi. Po cepivu AstraZeneca imamo pri prvem odmerku 12 tednov zelo dobro zaščito, medtem ko je razlika med zaščito po prvem in drugem odmerku pri mRNA cepivih večja. Verjetno želi Hrvaška spodbuditi vstope, očitno so ljudje, ki so cepljeni vsaj do neke mere zaščiteni in s tem nudijo tudi eden drugemu kot turisti varnost. Vas lahko samo še nekaj posebej. Zakaj, ne slišal sem že od večjih, da naj bi na cepilnih mestih tistim, ki so preboleli, nekako rekli, da cepljenje z Johnsonom za njih ni priporočljivo? Ne, to je bilo ves čas narobe razumljeno. Ko smo omejevali porabo, ko smo skrbeli za to, da je čim več ljudi prišlo v kratkem času do prvega odmerka, se pravi, je bilo treba skrbno ravnati s cepivi, smo seveda priporočili, da se prebolevniki cepijo z enim odmerkom. In če cepite ljudi z cepivom podjetja Janssen, porabite v bistvu z enim odmerkom 2 odmerka. Če pa cepite z ostalimi cepivi, pa porabite samo pol odmerka in ostane druga polovica oziroma drugi odmerek še za prvo cepljenje nekoga drugega. To je bil razlog tega, da je bilo odsvetovano cepljenje prebolevnikov za cepivom Janssen. Organizacijski, kako pač zagotoviti dovolj odmerkov za prvo cepljenje. A lahko sem še glede cepljenja otrok, glede na to, da imajo že odrasli sami zase pogosto pomisleke, bi se cepili ali ne, kaj pričakujete, da bodo cepili otroke starši in ali zakaj ne cepijo otroke? Pravzaprav, ker otroci niso zelo ogrožena skupina. Ne, otroci so manj ogroženi, to je res, ne moramo pa reči, da sploh niso ogroženi, zlasti večji otroci. Potem so lahko ogroženi seveda otroci, ki imajo različne kronične bolezni oziroma so na takih zdravljenih. Potem imamo pri otrocih ta poseben, zelo hud vnetni sindrom, ki se pojavi po prebolelem covidu, predvsem prizadene srce, lahko pušča trajne posledice. In potem imamo tudi pri otrocih tako imenovani dolgi covid. Tako da povsem neogrožena skupina otroci vendarle niso. Seveda pa ta njihova cepljenost prispeva k kolektivni imunosti, k manjšemu širjenju virusa in s tem seveda bolj normalnemu življenju tudi za otroke. Po izkušnjah v Sloveniji z neobveznimi cepivi pri otrocih, 2 cepivi imamo zaenkrat v državi, HPV in pnevmokoki, se bo verjetno cepilo morda okrog polovice otrok. Pa če vas lahko sam še kolegica je prosila, da piše članek o nekih teorijah zarote. Zdaj se spet pojavlja, da ne bi bilo možno virus pač kar ubrizgati, če lahko čisto iz strokovnega stališča, a je to sploh teoretično mogoče virus kar ob cepivu noter ubrizgati? Pač mi vemo, da ne, ampak če lahko kot strokovnjakinja. Torej, če bi se našel nek kriminalec, ki bi v trenutku, ko ima recimo nekdo virus v krvi, vzel njegovo kri in jo ubrizgal nekomu drugemu, ali pa da bi dal v brizgo virus, ki je zrasel na kulturi v laboratoriju, to je seveda vedno možno narediti. Ampak cepivo nima nič za celotnim virusom. Cepivo nosi seboj, cepiva, ki so do sedaj registrirana, v bistvu dedni zapis za en košček virusa.
virusa. Tako da bolezni s tem ne moremo povzročiti. Je pa vsa ta proizvodna cepiv zelo natančno nadzorovana, zato tudi toliko vprašanj, recimo zakaj pri nas nimamo kar kitajskih in ruskih cepiv, ravno zato, da se skrbno preveri, kaj v vsaki vijali, v vsaki steklenički cepiva je. Tako da tukaj je res, to je zelo, zelo daleč od nekega realnega stanja. Hvala lepa za pojasnilo.